Začela se je meteorološka pomlad, mi pa bomo ostali še malo v prejšnjem mesecu. Metka Spletka je z nami in najvsebine februarja. Živjo, Metka. Živjo, Klara. Živjo, infodromovci. Zelo smo veseli, da ste se v preteklih mesecih veliko zadrževali pri vsebinah, ki jih pripravljamo posebej za vas. Število sledilcev je kar lepo poskočilo. No, daleč največ ogledov pa ima Patrikova izvirna uporaba telefona, ki ste si ogledali več kot 200 000-krat. Na YouTubeu pa ste si pretekli mesec radi pogledali baletko Danajo, zanimalo pa vas je tudi, kako je na srednji šoli. Vsi, ki imate radi tehnologijo, ste ta teden gotovo spremljali, kakšne novosti so predstavili na sejmu v Španiji. Očitno bomo imeli v prihodnosti kar robotskega psa, leteči avto ter bolj zmogljive baterije za telefon. To pa bi lahko pomenilo, da bi se ob vsebinah na telefonu zadrževali še dlje časa. Dolgotrajna uporaba telefonov ne vpliva samo na vaše duševno zdravje, ampak tudi na telesno. In o tem sem se tokrat pogovarjala z učenci Simona Jenka Smlednik. Zanimalo pa me je tudi, ali lahko sevanje mobilnih telefonov škodi našemu zdravju. Ja, včasih, če sem preveč dolg po noč na telefonu, me včasih malo oči pečejo. Če sem zvečer na igricah ali pa tako, pa malo težje zaspim. Velikrat sem se jaz držal, ko sem gledal telefon, sem se držal tako zvit. Potem tudi opazil, da me je hrbet večkrat bolel. Če ga preveč uporabljam, lahko tako, da me ful glava boli. Vse to so negativne posledice uporabe telefona na zdravje. Kaj pa sevanje? Ste že slišali zanj? To, da telefon seva, v mojem smislu pomeni to, da daje neke neke valove. Telefon oddaja elektromagnetno sevanje. Del tega vsrka naše telo, v katerem se ta energija spremeni v toploto. A količina sevanja, ki ga oddajajo mobilni telefoni, za naše zdravje ni škodljiva, če so ti narejeni tako, da upoštevajo predpisane nizke vrednosti. Čeprav pa določene raziskave na recimo drugih državah kažejo, da tudi na trg pridejo kakšni telefoni, ki so na meji. Ta meja je 2 vata na kilogram. Ali jo tvoj telefon presega, pa lahko pogledaš tu. Kaj pa dolgoročni vpliv sevanja mobilnih telefonov? Trenutne raziskave tega niso najbolj potrdile, za tega je prevladujoče znanstveno mnenje, da mobilni telefoni nimajo nekega znanega vpliva na človekovo zdravje. Ampak ni v redu, če imaš skozi telefon pri sebi. Ko 2 leti pri glavi telefon, pa ga filaš cele noči, to ni najbolj. Telefona po noči nimam ob sebi. Ne vem, bolj prijetno se počutim, če ga nimam zraven, pa ga ne uporabljam pred spanjem. Ponavadi ga imam v sejfu doma, ko mi ga oči vzame velikrat. Kaj lahko naredim? Ko kličem, takrat, ko je poln signal, sem rekel, se pravi, vse te zarezice so prisotne, če se le da uporabljam slušalke, žične, ne brezžične. In še, ko telefona ne uporabljaš, lahko vklopiš letalski način.